Lunin mlaj je res posebna energija. Torej, 20.11. je torej tok odločilna točka, kjer če si se ali 3 dni prej ali pa 3 dni po luninem mlaju zelo dobro opazoval, si ugotovil, da res na plano prihajajo številna čustva. Okay? Torej, dosti ljudi je v tem tednu, ko je nastopil retrogradni Merkur, pa je prišel potem, torej 20.11. še lunin mlaj, ugotovil, da znotraj sebe marsikaj čutijo. In to je sporočilo. Ne nekaj, iz česar rabiš ven skočiti, ampak je sporočilo. Nekateri ljudje so se počutili, da morajo vdihati. Nekateri ljudje so začutili, da si morajo resetirati zdravje. Nekateri ljudje so čutili, da rabijo zadihati v glavi, v svojih mislih. A ne? In ta lunin mlaj je konkretno novembrski v kombinaciji z retrogradnim Merkurjem odločilen za to, da pove, katere točke v tvoji energiji potrebujejo podporo. Tako da v tem tednu, karkoli ste opazovali, da je prihajalo na plano, ali od emocij, ali od fizičnega počutja, je sporočilo, kaj je treba zresetirati, kaj je treba, ne moreš tega počakati, ne gre stran samo od sebe. Lunin mlaj definitivno je tisti, ki reče, kaj moraš narediti drugače, ker on začenja, kaj moraš začeti gledati ali delovati drugače. In takrat je zelo dobro, da ugotoviš, iskreno, to pa to potrebujem. Kar pa res položim pred decembrom ljudem na srce, pa je, da si morajo ljudje to zagotoviti. Da se ljudje morajo znati nafilati, da ljudje se morajo ustaviti, če zdravje to potrebuje, da ljudje si morajo stvari dati za dušo, ne pa samo obveznosti. Tako da jaz bi ti predlagala, da narediš en prerez tega tedna in da greš z najbolj govorečimi emocijami in fizičnimi reakcijami, kajti tvoja energija te poziva, da rabi pomoč pri tem in zdaj je pravi čas za to. Okay? Tako, ko boš naredila to oceno, jaz sem ti dala zdaj to video sporočilo, zato da ga lahko imaš, ampak bi ti nekaj še položila na srce. Leto 9, ki se zaključuje in ogromen bomo kar naenkrat bomo tako presenečeni, lahko bo prišlo iznenada, bo prišlo do tega, da bomo ugotovili, da hočemo nočemo, se nekatere stvari za nas zaključujejo in čutimo, da se bojo dokončno zaključile in da bomo šli v druge smeri. In včasih je to strašljivo, ko prihaja leto enke, kaj bo zdaj drugače, kaj bo zdaj na novo, ampak na vse zadnje nas duhovno sklep preseneti, zato ker to so dobre stvari, ki pridejo. Ampak jaz mislim, da ogromno ljudi se rabi nahraniti. Res, to je moje sporočilo. Ljudje se rabijo nahraniti z zdravilnostjo, z upanjem, z energijo. In jaz pa Michael sva tista, ki če lahko karkoli narediva je, da greva na letalo in da prideva v Slovenijo. In prideva v sredo 26.11. prideva v Slovenijo s tem, kar sem povedala. Napolniti ljudi. Vem, da se ljudem veliko dogaja, dogodek je čez teden, to je tretje, ampak če si vzameš ti čas, da sebe napolniš, da dobiš sporočila, da se ti prav dušo nahrani, nekaj ti bom povedala, jaz vem, kakšen dogodek sem naredila in verjemi, da sem se zaradi njega zjokala 15-krat, pa ne zaradi žalosti, ampak zaradi presunljivosti. Če sva mi da tista, ki bova tako predajala naprej, pa se je mene tako dotaknilo, potem si lahko misliš, kaj se bo zgodilo 26.11. v Smeltu. Toliko ti bo vredno, če boš tam, toliko ti bo posebno. To je nekaj tazga, vse, kar bo povedano, vse, kar bo doživeto, kdo se nam bo pridružil na odru, vse bo v tebi spodbudil prav občutek, vse bo v redu. Ne moram preveč povedati, lahko pa začutiš, kaj ti zdaj govorim.
energije so se odvile, kakor so se odvile, in v tem trenutku to ni nobeno slovo, ampak za nekaj časa ne bova mogla potem priti v Slovenijo in ne bova mogla pripraviti novih smeltov. Ne veva, kako dolgo bo to trajalo, koliko let bo minil. To ni zdaj nek naš poslovilni ali pa zaključni dogodek, daleč od tega se ne bom tega rekla, ampak za kar nekaj časa pa ja. In rada bi vsem prišla v Slovenijo, ostali bomo na spletu z vami itak, ampak rada bi prišla in rada bi pustila štafeto za vse vas, da boste vi sebi in drugim pomagali v 2026. Rada bi vam to energijo prinesla in vam jo predala. Tako da, če ti karkoli lahko položim na srce, je, da bo 26.11. tam. Poglej si na potovanjeduše.si, bod z nami, ker to je taka ljubezen, ki ti jo lahko v živo predam in res bom vesela, če bomo skupaj, ne?